o etiki in morali Hamasa v Sloveniji. Bo poslej Hamas v ozadju vseh slovenskih etično-moralnih komisij? Niti sanjati se mi še ni moglo, ko sem se po nedavnem prihodu številnih podpornikov Hamasa in zlasti njihovih simpatizerjev v naši levi politiki, da Hamas že bistveno vpliva na delovanje slovenskih samooklicanih hitrih vojnih sodišč. Ta naj bi bila še posebno smrtonosna za Hamasu nepokorne predstavnike najvišje in najbolj ugledne slovenske inteligence. Trenutno se to naše hitro vojno sodišče, brzi vojni sud, trudi za dokončno likvidacijo časti in dobrega imena najbolj priljubljenega komentatorja političnih napak samega vrha domače akademske sfere. Ne, resnično ne morem verjeti, da že imamo hitra hamasovska sodišča tudi v Sloveniji, kot sem se še pred nedavnim norčevala v nekaterih svojih političnih komentarjih, da bi ironizirala celotno slovensko amoralno, pogosto pa tudi povsem nemoralno, levo politično elito, ki vlada in obvladuje večino slovenskega družbenega življenja. Zdaj pa vse kaže, da ta politična elita z nemogočim predsednikom vlade, dr. Robertom Golobom, postopoma vse povsod uveljavlja interese hamasovske multikulturne tiranije, ki pa ji ne smemo reči, da je okupatorska, očitno nič boljša od kake fašistične, nacistične ali komunistične, le da je tokrat pač hamasovsko-teroristična. Še ta hip bi morala odstopiti sedanja vlada, ker je iz ure v uro bolj veleizdajalska na več področjih. Osebno, če bi mogla, bi vse tiste migrante v Sloveniji, ki so kakorkoli povezani s Hamasom, takoj izgnala tja, odkoder so prišli. Mednarodna javnost pa bi morala Hamas prisiliti k razpustitvi svoje zločinske organizacije, ne pa da ta bližnjevzhodni gnojni stvor vodi v 3. svetovno vojno že skoraj ves zahodni svet. Kajti z uničenjem Izraela ne bo nič, čeprav je morda Netanjahu že padel. Hamas ne bo nikoli priznal Izraela. Brez Izraela pa bo porušeno mednarodno ravnotežje, tako kot bo ogroženo brez Rusije, če ne bi bila več velesila. Ena sama medsebojna ljubezen med vsemi državami bo kmalu nehala biti glavno geslo podpihovalcev razpadanja zahodne civilizacije in kulture. Kakor hitro bo Zahod na kolenih, se bodo prebujajoče se velesile nehale pretvarjati. Prisvojile si bodo vsa dosegljiva ozemlja od A do Ž in vse povsod uveljavile svojo oblast. Pa bomo imeli marksistični multikulturni globalizem ali Sorosovo, menda imenitno odprto družbo. Imeli jo bomo v polnih zahodnih zaporih, nevarnih avtohtonih sovražnikov, novim oblastem ali okupatorjem. Kar pa zadeva Slovenijo, je pa še vedno jugonostalnična občudovalka Titove neumne zunanje politike neuvrščenosti, lažnive in hudo finančno razsipne, kot je pač bila vsa Titova politika. Skrajno potratna, z denarjem in življenji ljudi. Frančiška Butola.